Spoštovana članica in člani Komisije socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, spoštovani vabljeni. Lahko noša? Hvala. Ugotavljam, da je komisija sklepčna, zato pričenjam 78. sejo Komisije socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, ki sem jo sklical na podlagi prvega odstavka 12. člena Poslovnika Državnega sveta. Pred začetkom še informacija, da je seja audiovizualno snemana. Za današnjo sejo so se opravičili državni svetnik Jože Smole ter državni svetnik Alojz Kovšca. Prehajamo na odločanje o dnevnem redu današnje seje in sicer sklicem seje 25. januarja ste po elektronski pošti prejeli predlog dnevnega reda, ki se je glasil potrditev zapisnikov 77. redne in 25. izredne seje komisije. Drugič, predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o proizvodnem prometu s prepovedanimi drogami. Tretjič, predlog zakona o spremembi zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Želi kdo razpravljati tako predlaganem dnevnem redu? Ne, potem pa prosim za odločanje, kdo je za dnevni red, kot sem ga prebral. 7. Kdo proti? 8. Kdo proti? Ne. Hvala, ugotavljam, da je dnevni red sprejet. Kot ste bili obveščeni že včeraj po elektronski pošti, je predstavnik predlagatelja v okviru 3. točke dnevnega reda poslanec Državnega zbora magister Dejan Židan zaradi obveznosti v okviru plenarnega zasedanja Državnega zbora prosil, če lahko zamenjamo dnevni red točk današnje seje, ker to pač ne povzroči nobene bistvenega vpliva na delovanje oziroma na odločanje na seji. Predlagam, da to, kar smo uskladili s predlagatelji druge točke, tako tudi izpeljamo. Tako da bomo po prvi točki prišli na obravnavo 3. točke in potem zaključili z obravnavo druge točke. Se strinjali lahko? Hvala. Potem pa kar prehajamo na obravnavo prvo točke dnevnega reda, to je potrditev zapisnikov 77. redne in 25. izredne seje komisije. Oba dva predloga zapisnikov ste prejeli s sklicem po elektronski pošti. Nisem prejel nobenih pisnih pripomb, zato predlagam, da odločamo kar obeh skupaj, če nihče temu izrecno ne nasprotuje. Ne, potem pa prosim, kdo je za potrditev zapisnika 77. redne ter 25. izredne seje Komisije socialno varstvo, zdravstvo in invalide. Kdo proti? Ne, ugotavljam, da sta zapisnika soglasno potrjena. Zaključujem prvo točko dnevnega reda in prehajam na obravnavo 3. točke dnevnega reda, to je predlog zakona o spremembi zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki ga zadnje čase zelo pogosto obravnavamo. Predlog zakona obravnav Državnemu zboru po skrajšanem postopku predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim magistrom Dejanom Židanom. Povezavo do predloga zakona ste prejeli s sklicem in pa tudi naknadno mnenje Vlade Republike Slovenije. Kot dodatno gradivo za to točko ste v ponedeljek prejeli tudi mnenje Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije k predlogu zakona z predlogom amandmajev k 1. členu, naslov končna določba in za nov 1a člen predloga zakona. Zdaj pa besedo kar predajam predlagatelju oziroma predstavniku predlagatelju poslancu Državnega zbora magistru Dejanu Židanu. Izvolite. Hvala, gospod predsednik, spoštovana svetnica, spoštovani svetniki, ostali prisotni, lepo pozdravljeni, državna sekretarka, tudi vi lepo pozdravljeni. Gospod predsednik, vam se zahvaljujem, ker ste mi omogočili, da je prva točka sprememba zakona o zdravstvenem varstvu. Kot informacija za vse prisotne na plenarni seji Državnega zbora se bo začela čez čas obravnava spizan in sicer tistega, ki ureja 68. točko na način, da bo možno sprejeti, če je taka večinska volja, tudi pravilnik o poklicnih boleznih. Torej, vsaj možnost imamo, da vsaj upanje imamo, vsaj vsi so proti, ampak vsaj upanje imamo. Gospod predsednik in spoštovani, predlog zakona o spremembi zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju v resnici vi celo bolje poznate od mene, zato ker je podoben predlog že bil predlog Državnega sveta, da se v bistvu iz obstoječe zakonodaje izbrišejo preostanki nekdanje ureditve, ki je govorila o zajamčeni plači, ki več ne obstaja,
in da se posod pač namesto zajamčene govori o minimalni plači. Jaz vem, da ne gre za večje število ljudi, ki so pač bolniška izplačana po tem postulatu, po podatkih, ki jih je zbrala vlada, je teh ljudi nekaj čez 100 na leto. Točno razmerje, kolikor gre za kmete, kolikor za ostale, ker je nemogoče dobiti plačilno listo, v tem trenutku tudi nemogoče bilo pridobiti, ampak gre za manjšo skupino ljudi. In kje je največja težava, ki jo poznate, je, da je pač od leta 2006, ko sta bila oba postulata, tako zajamčena in minimalna plača, zajamčena plača je bila takrat 237,7, minimalna plača je bila takrat 521, od takrat naprej so na zajamčeno vsi pozabili, ker tudi niso mogli več z njo se ukvarjati, ker pač ni bilo zakonske osnove. In od takrat naprej se je minimalna plača povišala na 1000 in nekaj evrov, zajamčena, ki je pa v teh 100 in nekaj primerih še vedno osnova za izračun bolniške odsotnosti, pa je ostala na 237 evrih. Z današnjim predlogom zakona uvajamo zamenjavo in to je 60% minimalne plače. Moram povedati, da poznano nam je stališče zavoda, ga v celoti podpiramo in dajem tudi kot prvopodpisani zavezo, da ko bo zakon obravnavani, bodo točno takšni amandmaji, kakor ste predlagani, tudi vloženi, zato da ne bo prišlo do izkoriščanja postulata. Hvala za besedo, gospod predsednik. Hvala, gospod poslanec, za predstavitev predloga zakona. Zdaj pa najprej lepo pozdravljena državna sekretarka. V zadnjem času smo vas pogrešali predstavniki Ministrstva za zdravje v parlamentu in vam dajem besedo za predstavitev stališča ministrstva. Izvolite. Ja, lep dober dan. Hvala za besedo, spoštovani člani in članice. Torej, skupina poslancev s prvopodpisanim magistrom Dejanom Židanom je v zakonodajni postopek vložila predlog spremembe zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Ta predlog novele predvideva spremembo 7. odstavka 31. člena zakona. S predlagano spremembo bi določili, da nadomestilo za začasno odsotnost od dela ne more biti manjše od 60% minimalne plače in ne više od plače, ki bi jo zavarovanec dobil, če bi delal, oziroma od osnove, po kateri je v času zadržanosti od dela zavarovan. Za zavarovance, pri katerih je osnova za plačilo prispevkov nižja od 60% minimalne plače, pa bi se najnižje denarno nadomestilo določilo v višini osnovne, po kateri so zavarovani. Vlada ugotavlja, da se je institut zajamčene plače v zakonodaji ohranil le v zakonu o zdravstvenem varstvu in zavarovanju in ni bil spremenjen od leta 2010. Zato predlagani uporabi instituta minimalne plače ne nasprotujemo. Hkrati pa vlada opozarja in izpostavlja, da je pomembno, da v predlog zakona ostane določba, ki omogoča nižje izplačilo nadomestila kot 60% minimalne plače za samostojne zavezance, ki plačujejo prispevko od osnove, ki je nižja od 60% minimalne plače. Omenjeno je pomembno z vidika obvladovanja stroškov za nadomestila in z vidika obvladovanja absentizma v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. V nasprotnem primeru bi zavarovanci bili postavljeni v različne položaje, saj bi se pri nekaterih zavarovancih izplačevalo višje nadomestilo, kot je znesek, od katerega se plačujejo prispevki. Vlada nadalje ugotavlja, da v predlogu zakona niso upoštevane dodatne finančne obremenitve, ki bodo narasle za zdravstveno blagajno. Predlog novele zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju pa tudi ne vsebuje prehodne določbe, s katero bi se omogočil čas za prilagoditev informacijskega sistema pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, pri delodajalcih in na enotni točki SPOT. Vlada meni, da bi predlog moral vsebovati tudi določbo, v skladu s katero bi se spremenjeni 31. člen uporabljal pri obračunu nadomestila od prvega dne v mesecu, ki sledi mesecu, v kateremu je zakon uveljavljen. Glede na navedene pomanjkljivosti vlada predlog spremembe ZZZ podpira le v delu, ki se nanaša na uvedbo termina institut minimalne plače. Hvala. Hvala, gospa državna sekretarka, za predstavitev stališča vlade. Zdaj pa prosim še predstavnico izvajalca zdravstvenega zavarovanja, magistrico Ano Vodičar, za stališče zavoda. Izvolite. Hvala lepa, lep pozdrav tudi vsem z moje strani. Torej, kot smo že napisali v pisnem mnenju, gradivo je obravnaval tudi naš upravni odbor. Na zavodu soglašamo, da je višina trenutnega najnižjega nadomestila res nekoliko neprimerna, zlasti če primerjamo seveda druga socialna zavarovanja, ki imajo to spodnjo mejo
bistveno više postavljene. Mogoče niti ne veste, ampak trenutna višina, že, kot smo slišali že več let, je višina zajamčene plače 237 evrov in to je tista najnižja osnova, ki jo danes posamezniki dobivajo iz naše zdravstvene blagajne. Kot je že predlagatelj zakona omenil, je to ene 115, 120, 130 ljudi, ki prejema tako najnižjo osnovo. Smo pa mi šli pogledati podatke in seznanjam, da bi bila ta sprememba sicer aktualna za približno 2300 posameznikov. Torej, če bi se uveljavila ta novost, ki je danes na mizi, bi to pomenilo, da bi za približno 2300 posameznikov dvignili spodnjo višino najnižjega možnega izplačila nadomestila. Seveda to pomeni za zdravstveno blagajno določene finančne posledice. Predlagatelj jih je ocenil v višini $500 000 letno. Bi pa vesela pa sem, no, ker je predlagatelj tudi napovedal tista dva popravka, dopolnitve, ki si jih želimo kot strokovna služba. Predvsem z vsebinskega vidika si res želimo, da ostaneta noter jasno napisane dve varovalki, in sicer, da nadomestilo ne more biti više od plače, ki bi jo zavarovanec dobil, če bi delal, in seveda, da ne more biti više od osnove, od katere je bil zavarovan. Prehodna določba, tudi zelo pomembno, da damo nekoliko daljši uveljavitveni rok in predvsem, da pri nadomestilih plače smo vedno pozorni, da se sprememba uvede na začetku meseca. V nasprotnem primeru bi to pomenilo, da mora delodajalec narediti 2 obračuna plače za pretekli mesec, potem je treba 2 zahtevka, 2 vlogi. Tako da z tega vidika je seveda tudi zelo pomembno, da se novost uveljavi na začetku meseca. Toliko čisto na kratko strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Hvala, magistrica Vodičar, za stališče zavoda. Zdaj pa odpiram razpravo državne svetnice in svetnikov. Kdo želi razpravljati, prosim? Ja, kolegica Lidija Jarkič, izvoli. Ja, hvala za besedo, lep pozdrav vsem. Zdaj veseli me, ker slišim po napovedanem, da bo očitno institut zajamčene plače izginil iz naše zakonodaje. Ne, res je to en ostanek v bistvu sistema, ki ga je zamenjala minimalna plača že davno nazaj. Ne, res je tudi, da je bilo kar nekaj poskusov spremembe te določbe, ne, da smo opozarjali tako sindikati kot državni svet že na to pomanjkljivost in anomalijo. In samo pozdravim lahko, no, tudi slišim, da bo amandma šel v smeri, ki ga je predlagal zavod, ne glede finančnih posledic, pa če vzamemo včerajšnjih 90 milijonov, pa tega $500 000 od danes, ne, mislim, da je to nekaj, kar bi v zakonu lahko zelo mirno manjkalo. Hvala lepa. Bom podprla seveda predlog spremembe. Kolegica Jerkič, besedo ima državni svetnik Ladislav Rožič, izvoli. Ja, hvala, predsednik. Ja, v Zvezi svobodnih sindikatov, tudi kot član upravnega odbora Zavoda za zdravstveno zavarovanje, smo pred 8 leti že podoben predlog dali na skupščino, pa ni šlo skozi. Dejstvo je, da 2000 ljudi oziroma 115 ljudi mora živeti od 237 evrov, ne, kar je nesprejemljivo za to državo, če smo socialna država. In dejstvo, da je zdaj ta zakon prišel, jaz sem to predlagan, da je to prehodno obdobje čim krajšano. Ker se vseeno računalniško da, jaz sem takrat, ko je bil še direktor, mislim, da Fakin, skušal to nekako uveljaviti, pa ni šlo. Zdaj je bilo pa res pošteno, da to obdobje skrajšate in da se čim prej to uveljaviti. Seveda pa podpiram predlog in bom glasoval za. Hvala. Hvala. Kolega Rožič, kdo želi razpravljati? Ja. Doktor Gamc, izvolite. Spoštovani gospod predsednik, spoštovane kolegice in kolegi, spoštovani prisotni, vsem lep pozdrav. Torej, pomen državnega sveta je v tem, da predebatiramo, pa mogoče tudi kakšne predloge damo, kakšne ideje. Po strokovni plati sicer ne morem kaj dosti pomagati, ampak definitivno bi se pa strinjal s sindikati, da je to že dolgo časa na njihovi agendi in da to pomaga na delu populacije, ki pa zna biti v zelo velikih težavah. In tudi bremenitev ni prevelika, tako da bi se tudi pridružil temu pozivu. Se mi pa zdi, da je tudi pomembno, da te prvotne predloge še izoblikujete v čim večji smeri tako, da so te glavne pripombe in ministrstva in pa drugih, da so upoštevane. Hvala lepa. Hvala, doktor Gams. Kolega Igor Antauer.
Hvala lepa. Jaz moram reči, da ne glede na to, da prihajam z delodajalske strani, moram zelo jasno povedati, da imamo res dolgo lajtnigo. Da urejamo nekaj, kar pravzaprav, oziroma da smo delali nekaj, kar sploh ni. Tako da mi je vsekakor jasno, da bom podprl to zadevo, ampak podprl bom seveda na ta način tudi, da bom podprl predloge zavoda in hvala predstavniku predlagatelja, da je obljubil, da bodo to zadevo naredili. Gre tudi za tehnične reči, gre tudi za zmanjševanje birokracije in gre po drugi strani optimalno seveda tako, da bodo tile, ki se na prvi pogled zdi, da jih je malo, ampak tisti, ki mora za 200 pa nekaj evrov prebiti mesec, si jaz tega ne znam predstavljati. Tako da bom zadevo podprl z temi dopolnitvami, ki jih je predlagal Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Hvala. Kolega Antar, beseda ima državni svetnik Kastelic Danijel. Hvala za besedo, lep pozdrav, predlagatelj, državna sekretarka, ostali prisotni. Poglejte, jaz sem vesel, da sem že takoj uvodoma v pogovoru, da bodo ti predlogi, ki jih je Zavod v amandmajski obliki naslovil s strani predlagatelja, niso problematični, kajti tam je res obširna strokovna služba, ki pa mora se s tem prilagajati in vsaka taka neusklajena stvar lahko pripelje predvsem pri tem primeru pri delodajalcih do dodatnih obremenitev, pa že tako imajo po sodeč veliko težav s to birokracijo. Nekaj, kar je državna sekretarka me je opozorila, me pa samo zanima, ali sem prav razumel, da se bo izplačevala višja nadomestila, kot so prispevki. Pa me čisto hipotetično zanima, ali ni to po eni strani tudi spodbujanje absentizma. In če nadaljujem, ja, 500 milijona bo primerjavi z včerajšnjim 90 milijonim res ni veliko, ampak vsakokrat, ko prihajamo tukaj z različnimi predlogi, bi bilo po mojem mnenju zelo primerno, da se dogovorijo tudi predlagatelji, več ali manj, ampak če to je težko, kdo bo ta manko nadoknadil, kajti zdravstvena blagajna v zadnjih 10 letih se ji nalaga nenehne obveznosti in verjemite mi, edini branik stabilnosti zdravstvenega sistema je še Zavod za zdravstveno zavarovanje, ki se trudi po svojih močeh in pa tudi po elastičnosti, da zadosti vsaj v veliki meri vsem potrebam. Včeraj smo tudi večkrat slišali o presežku 120 milijonov, ampak kot je že sam predsednik tudi včeraj obrazložil, je to zaradi tega, ker ni bil izpolnjen program. Jaz bom ta del podprl, ker se mi zdi predvsem do teh 125 oziroma 2300 ljudi fair, spoštljivo kot naših državljanov, da res niso na tistih minimalnih odmerah, kajti to bo neke vrste čisti socialni korektiv. Nisem pa zato, da bi nadomestila bila višja, kot so glede teh prispevkov, in tukaj bi prosil, da predlagatelj kot državna sekretarka, da pa malo več poveste. In ta stvar bi bila prav, da se uskladi, da ne bo to nagrada nekomu, da ostaja v bolniškem staležu. Hvala. Hvala, kolega Kastelic, ker drugih prijav ni, prosim kar državno sekretarko za komentar, izvolite. Seveda v taki obliki, kot je predlog spremembe zakona, se bojimo, da bi se potem spodbujalo v določeni meri absentizem, in to prav gotovo moramo z ustreznim amandmiranjem
ker ne bi bilo pravično do nekoga, ki plačuje više prejemke, a ne, in potem bi v bistvu bil slabše nagrajen kot nekdo, ki praktično mnogo manj prispeva v to skupno blagajno, čeprav smo socialna država, vendar moramo tukaj paziti na pravičnost posameznih zavarovanih oseb, ki tukaj različno prispevajo. Torej, da bi nekdo, ki več prispeva, v bistvu bil tukaj oškodovan, oziroma da bi bil nekdo na podlagi tako izraženega zakona seveda spodbujan k absentizmu, ki je že itak tako ogromen problem, ki ga še pravzaprav tudi nismo začeli pravilno naslavljati, da ta ogromni absentizem in pol milijarde evrov gre na račun absentizma. Imamo verjetno med najvišjimi dolgotrajne bolniške in tukaj je pravzaprav tudi sam pristop zdravstvenega sistema, kako, zakaj ljudje so kot dolgotrajno odsotni, bodi si z naslova duševnega zdravja, bodi si z naslova ortopedskih bolezni. In tukaj rabimo nasloviti in iskati rešitve, da tukaj v sistemu naslovimo ta absentizem s pravilnimi ukrepi, s spremembami v obravnavi pacientov. Tukaj je že bila delovna skupina, mislim, da postavljena in je pa to res trd oreh, ker gre tukaj za res pomembne sistemske premike znotraj delovanja samega zdravstvenega sistema in kot je trenutno postavljen, pravzaprav prej spodbujamo neke dolgotrajne bolniške z nedostopnostjo do določenih zaključenih obravnav, in torej ne želimo povečevati absentizma z nekimi novimi amandmaji v zakonu, ampak pravzaprav želimo delovati nasprotno, da bo zdravstveni sistem bolj dostopen in da bodo sploh tudi za delovno aktivno populacijo te odsotnosti zaradi obravnav in tudi dokončne rehabilitacije čim krajši, zato da se čim prej vrnejo v delovni proces. Tako je, ste dobili, sprašujem samo magistrico Vodičar, glede na amandmaje, ki jih predlagate, mislim, da na to odgovarjajo, ker je svetnika sedaj, če lahko vi ta del, pa potem predlagatelj dobite besedo. Ja, hvala lepa. Gospod Kastelic, mislim, da je vaša skrb ni utemeljena. Že predlagatelj sam je napisal, da ne more biti nadomestilo višje, kako ste napisali, od osnove, po kateri je v času zadržanosti od dela zavarovan. Mi smo samo z našim amandmajem po naši oceni še to bolj jasno napisali. Se pravi, dve spodnji varovalki vendarle ostajata, eno je zavarovalna osnova in drugo je plača, ki bi jo prejemal, če bi delal. Tako da mislim, da je to v redu. Z amandmajem sicer še boljše napisano. Hvala, magistrica Vodičar. Gospod predlagatelj, izvolite, zaključna beseda je seveda vaša. Najlepša hvala za to podporo, ki je bila izražena. Tudi jaz sem pripravljen povedati, da v bistvu gre tudi za neko obliko vašega zakona, in tako da to ni samo moje delo, to je tudi vaše delo. Kot prvo, kot drugo, mi smo se zavedali tega, da bolniška ne more biti višja, kakor je v bistvu zavarovanje oziroma delovno, ampak ker je določilo zavoda še bolj jasno, ga seveda sprejemam in dal sem že obljubo. Počutim pa se silno neprijetno, ko se mi govori, da 0,5 milijona bo grozilo zdravstveno blagajno. Hkrati pa se je ista vlada spogajala za dodatno luknjo minimalno 100 milijonov evrov, ki bo še večja, ki bo pa ogrozila zdravstveno blagajno. Tako da, prosim lepo, ne biti dvolični tukaj. Hvala, gospod poslanec, ker ni prijav za razpravo. Želite razpravljati ali imate še pol obrazložitev glasu in to povejte? Eno ali pa drugo. Izvolite razpravo. Hvala lepa za besedo. Mislim, da se tle mešata dve stvari, in čeprav je seveda kolega Kastelic čisto na mestu, da je to upozoril in njegova pravica in pristojnost, ampak vseeno, ne da bi se strašno spoznal na te zadeve, se mi še vseeno zdi, da je problem absentizma tukaj ne more biti in pri znesku in glede na vse, če primerjamo, ne vem, pol milijona pa 500 milijonov, to nekako je težko, se strinjam z Danijem, ampak bi rad to pojasnil, Pri absentizmu je pa drug problem, je tudi občutek, da je država bistveno preveč birokratizirana, da bi šla na roko ljudem, ki so v težavah. Recimo, da imate ortopedske težave in ne morete hoditi v službo, ne morete sedeti, morate ležati. Zakaj ne bi ta človek delal na domu? Prav, take rešitve pogrešam v celovitem razmišljanju. V eni strani imate človeka v težavah, v drugi strani imate tako, da se od njega pričakuje, da bo 0,1 ali bo brezhiben, pa bo hodil v službo, ali pa mora biti nezaposlen. Ampak zdaj, ko je prišla korona, ste sami videli, da delo na domu deluje, tako da
bi tle predlagal fleksibilnost v tej smeri. Hvala lepa, drugače sem pa za. Hvala, doktor Kalič. Se pravi, zaključujemo razpravo in prehajamo na odločanje, in sicer glede na podana stališča in vaše razprave predlagam, da glasujemo o dveh predlogih sklepov, in sicer prvi predlog sklepa bo vezan na predlog amandmajev, drugi pa na sam zakon. In sicer prvi predlog sklepa bi se glasil: Komisija socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide podpira predloge amandmajev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije k 1. členu, torej naslov končna določba, in za nov 1a člen predloga zakona, in poziva kvalificirane predlagatelje amandmajev, da jih v nadaljevanju zakonodajnega postopka povzamejo kot lastne in predložijo odločanje pristojnemu odboru Državnega zbora za zdravstvo. In drugi predlog sklepa bi bil, da Komisija socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide predlog zakona o spremembi zakona o zdravstvenem varstvu, zdravstvenem zavarovanju podpira. Bi želel kdo razpravljati o tako predlaganem dveh sklepih? Če ne, potem pa prosim gremo kar na odločanje, in sicer na odločanje dajem prvi predlog sklepa, ki se glasi: Komisija socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide podpira predloge amandmajev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije k 1. členu, naslovu končna določba, in za nov 1a člen predloga zakona, in poziva kvalificirane predlagatelje amandmajev, da jih v nadaljevanju zakonodajnega postopka povzamejo kot lastne in jih predložijo odločanje pristojnemu odboru Državnega zbora za zdravstvo. Kdo je za sklep, kot sem ga prebral, prosim? Se pravi, nihče ni proti. Prehajamo še na glasovanje v drugem predlogu sklepa, in sicer Komisija socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide predlog zakona o spremembi zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju podpira. Kdo je za, prosim? Kdo proti? Ne. Hvala. Na podlagi razprave in sprejetih sklepov bomo pripravili mnenje komisije za matični odbor. Datum še ni znan, če se strinjate, bom šel poročati. Hvala. S tem zaključujem obravnavo 3. točke dnevnega reda in prehajamo na obravnavo 2. točke dnevnega reda, to pa je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o proizvodnem prometu s prepovedanimi drogami, ki ga je po rednem postopku v obravnavo Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanima poslanko Violeto Tomić in poslancem magistrom Dejanom Židanom. Povezave do vsebine predloga ste prejeli s sklicem seje. Prejeli pa ste tudi mnenje Vlade Republike Slovenije, danes pa tudi poročilo zainteresirane komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je predlog obravnavala kot zainteresirana komisija. Zdaj pa kar predajam besedo predstavnici predlagatelja, poslanki Državnega zbora, poslanec Državnega zbora, magister Dejan Židan, izvolite. Če dovolite, gospod predsednik, ker smo še oba tukaj, na ta način, da bi jaz opisal, kaj sedanja napačna ureditev pomeni, gospa poslanka pa, kaj bi nova ureditev prinesla v praksi, če lahko torej oba poročamo. Hvala vam. Mi danes z tem zakonom o drogah je potrebno zavedati, da popravljamo več kot 21 let staro napako, ki je nastala v zakonu o drogah, in ta napaka je nastala zato, ker ni bilo uradnega prevoda ustrezne konvencije o drogah na ravni Evropske unije. In kar je posledica te napake? Posledica te napake je, da smo verjetno edini na svetu kot drogo imenovali rastlino. Torej, namesto, da je bila kot droga imenovan izvleček kanabis, je v Sloveniji zaradi napačnega prevoda kot droga imenovana rastlina. Če to nekoliko bolj plastično ponazorim, to je nekaj podobnega, kakor da bi rekli, da je, ne vem, vino enako trta. Ni enako. Ne? Alkoholni ekstrakt jabolk ni enako kot drevo jablana. Ampak zakonodaja na področju drog zaradi napačnega prevoda je pa na nek način kriminalizirala rastlino kot celoto. Kot primer vam povem, recimo danes marsikdo, če kupuje recimo konopljino olje, ni povsem prepričan, ali bo kupil olje, ali je to še kaj druga zraven olja. Sveda ni. Iz semen je lahko samo olje. Vendar napačno poimenovanje povzroča velike težave. In težave ne povzroča samo na področju, ker je rastlina
kriminalizirana, ne morajo izvajati različne oblike industrijske proizvodnje. V resnici kmetijski prostor je pod nekimi posebnimi pogoji omogočil, da se proizvaja v bistvu konoplja, vendar pod posebnimi pogoji, kar ni enako kakor drugod po svetu, pa še tam je omejitev, da mora biti vsaj 1000 kvadratnih metrov ali več. Torej tam, ker običajno v tujini tudi za druge potrebe je to v Sloveniji onemogočeno. Poleg tega je pa z neustrezno mejo, koliko lahko imajo vršički THC-ja, izločil, ne vem, ali je to bilo namerno ali nenamerno, vse slovenske stare sorte. In tisti, ki sedaj za potrebe kmetijstva proizvajajo konopljo, so odvisni od predragega francoskega semena, če zelo zbanaliziramo. Zanimivo je, da je napako v prevodu že nekajkrat ugotovil pristojni odbor Državnega zbora, torej odbor za zdravstvo, in preko svojih sklepov naložil pristojnemu ministrstvu, da pripravi spremembo. Je pa takole v Sloveniji, da vedno se na koncu ne trči v ministra, ne trči se v vlado, ne trči se v bistvu v državne sekretarje. Na koncu se ugotovi, da v bistvu pač konkretni administrator ali dva, ki sta nosilca napake, bo ta vztrajala do svoje pokojnine verjetno pri tej napaki. In je zelo težko dokazati ob jasnem prevodu in niti tako daleč smo prišli, da je prišli do uradnega prevoda konkretne konvencije. Torej, današnji zakon, ki je pred vami, popravlja napačen prevod. Ta zakon ne omogoča recimo medicinske uporabe, omogoča pa, da se uredi lažje, ne govori o tem, da nekaj ni več droga. Ja, kanabis je droga, pod vsemi pogoji, kakor do sedaj, ni pa rastlina droga. Če boste to sprejeli, bo kar nekaj koristi, ampak te koristi bo gospa Violeta Tomić zelo dobro orisala. Hvala vam. Hvala, gospod poslanec, za to predstavitev. Zdaj pa izvolite, gospa poslanka. Ja, sej Dejan je pravzaprav povedal že tako rekoč vse. Nekateri so to slišali najno predstavitev že na odboru za kmetijstvo in se res zahvaljujem za podporo. V bistvu tukaj sediva zato, ker želiva našim kmetom omogočiti, da so konkurenčni na evropskem trgu. Zdaj že kar desetletja se pogovarjamo o tem in vidite, da je Slovenija preplavljena z izdelki iz konoplje, tako za kozmetične kot prehranske namene in tako naprej, vendar večina je iz uvoza, ravno zaradi te okorele zakonodaje. In že leta 2016 smo soglasno sklenili na odboru za zdravstvo, da se naj prevede konvencija. Predlagali smo 60 dni, rekli so, da potrebujejo 90 dni, na prvem sestanku pa so rekli, da tega prevoda ne bo. Evo, na podlagi te napačno prevedene konvencije je tudi zakonodaja narejena, ne, in vse. Tako da, kolikor vemo, bodo tudi določeni koraki v smeri medicinske rabe konoplje. Tega medva zdaj ne rešujeva tukaj, vendar, če bomo strogo ločili, kaj je rastlina in kaj je droga, iz katere se lahko pridobiva zdravilo, potem pa mogoče res lahko omogočimo in olajšamo te postopke. Ta trenutek je to popolnoma nemogoče, kajti na listi v zakonu o prepovedanih drogah in prometu z njimi je že gojenje kot proizvodnja droge. Na listi prepovedanih drog imamo rastlino, ki je tradicionalno tisočletja bila z našimi ljudmi in jo spremljala preko konoplje za vrvi, prehrane in tako naprej. In je žalostno, da zdaj morajo s 300% maržo naši kmetje kupovati francosko seme, ki je certificirano v skladu s tem. 0,2 velja samo za gerke. Večinoma so slovenska semena tam 0,6% in verjemite, to je daleč od kakršnekoli psihotropnosti. Milje daleč. In tudi gojenje, ko vidite njivo, če hočemo imeti konopljo za drogiranje, kanabis za drogiranje ali pa za medicinsko rabo, morajo biti ženska neoprašena stebla, kajti ta smola, ki se proizvaja, ki hoče pelot vezati nase, je tista, iz katere se lahko te substance pridobivajo. Na njivi pa se po pravilu oprašujejo te rastline, da bi imeli čim večji pridelek semen. Iz tega se pridela olje, se pravi dejansko olje, tako kot oljčno olje in moka iz teh tropin.
Da ne govorimo o vrveh, ki so, oziroma teh vlaken, ki so perfektni za izolacijo, zelo ekološko naravno in tako naprej. Vrvi iz konoplje so dosti bolj trpežne kot tiste plastične, ki pokajo. In predvsem je pa ekološko. Zdaj ogromno govorimo o ekologiji. Konoplja je tista, ki čisti zemljo težkih kovin in je tudi tukaj blagodejna. Zdaj, radi bi samo odpravili to zakonsko opredelitev rastline kot drog. Gojenje ni proizvodnja. In radi bi tudi nekako prišli končno do tega razjasnjenja, da je konoplja kot kulturna rastlina, ki se prideluje, kmetje jo pridelujejo za semena, vlakna in hortikulturo. Kanabis pa ostaja regulirana droga, tako kot prej, in nepooblaščena posest in trgovina še vedno enako kazniva. Ne spreminjamo veljavne prakse na področju uporabnikov drog, ne poskušamo urejati medicinske proizvodnje in dostopnosti zdravil, nič od tega. Smo pa že na odboru vašem za kmetijstvo, so nekateri ugotavljali, da gre dejansko za konflikt interesov med ministrstvom za zdravje in kmetijskim ministrstvom. Mi želimo samo končno doseči to pravno jasnost in mednarodno skladnost s predpisi in da bi se lahko uporabljala tudi na manjših površinah, ne 10 arov samo in da se tukaj dejansko kmetom omogoči, da se ukvarjajo z zeliščarstvom in da jo gojijo in prodajajo tudi konkurenčno v Evropi. Konopljarji nas pozivajo k temu, kajti konopljarstvo je v Sloveniji usahnilo v zadnjih letih. Ko se je štartalo pred kakšnimi 10-5 leti, z ogromnim optimizmom se je na koncu videlo, da ravno zaradi teh slabe ureditve naš kmet na trgu ni konkurenčen. Hvala. Hvala, gospa poslanka, za tudi vašo predstavitev. Zdaj pa podimo predstavitev vladne strani. Gospa državna sekretarka Ministrstva za zdravje, Alenka Forte, izvolite. Ja, hvala lepa še enkrat za besedo. Lep pozdrav predlagateljem, lep pozdrav svetnikom in svetnicam. Samo uvodoma z mano je gospod Hren, ki je strokovnjak za to področje, strokovni sodelavec z Ministrstva za zdravje in me je opozoril, da ta konvencija, ki ni bila deležna prevoda, je bila naložena Ministrstvu za zunanje zadeve in ne Ministrstvu za zdravje. Sicer pa torej skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim magistrom Židanom in gospod Violeto Tomić je vložila v zakonodajni postopek predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami. Predlagatelji izpostavljajo, da je osnovni namen predloga zakona vzpostavitev ustreznega pojmovnika, kakor ga opredeljujejo mednarodne konvencije, in sicer potegniti jasno vsebinsko in terminološko razliko med konopljo, kulturno rastlino rodu kanabis ter kanabisom, drogo, ki se lahko pridobiva iz nje. Navedeno bi pripomoglo k vzpostavitvi sistema gojenja in proizvodnje kanabisa v medicinske namene v Sloveniji. Uvodoma naj glede osnovnega namena predloga zakona pojasnimo, da predlagatelji z njim ne rešujejo celovito problematike konoplje in njene uporabe v različne namene. Rešitve vsebovane v predlogu zakona niso v skladu z enotno konvencijo o mamilih iz leta 1961 in konvencijo Združenih narodov zoper nezakonit promet mamil in psihotropnih snovi iz leta 1988, ki določata, da mora biti ureditev taka, da preprečuje zlorabo konoplje, pretoko, nezakonito trgovanje in negativne vplive na zdravje ljudi. Ureditev v predlogu zakona ne ustreza tem zahtevam in bi, če bi se predlog zakona sprejel, lahko imelo pomembno negativen vpliv na javno zdravje. Nadalje moramo pojasniti, da je predlog zakona pomanjkljiv pri konkretnih vsebinskih rešitvah in z vidika nomotehnike pomanjkljivo pripravljen. Po naši oceni se s predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona ne bi prispevalo k nadaljnjemu urejanju področja regulacije konoplje. Terminologija in opredelitve iz predloga zakona niso usklajene z zakonodajo o zdravilih, Evropsko farmakopejo in slovenskim nacionalnim dodatkom k Evropski farmakopeji in sprejetim farmacevtsko-medicinskim izrazoslovjem, naprimer SAZU, farmacevskim terminološkim
slovarjem. Izraz kanabis kot poimenovanje delo rastline konoplje, kanabis sativa, je lahko tako strokovnega kot pravnega vidika nesprejemljiv. Nadalje pojasnjujemo, da je veljavna slovenska zakonodaja na področju prepovedanih drog v skladu z vsemi mednarodnimi konvencijami, konvencijo Združenih narodov z tega področja. Izpostavljamo, da se zavedamo, da je zlasti področja gojenja konoplje v medicinske namene treba dodatno urediti z novim zakonom, ki pa ga ima Ministrstvo za zdravje že pripravljenega in je v usklajevanju z Ministrstvom za kmetijstvo. Predlog zakona o gojenju in prometu s konopljo za medicinske namene je torej v medresorskem usklajevanju že kar, bom rekla, nekaj mesecev. Kar se tiče same konoplje oziroma kanabisa, moramo kot pristojno ministrstvo upozoriti, da pri uporabi konoplje ima Slovenija zelo velik problem, in sicer mladostniki sodijo v Sloveniji med države po največji, bom rekla, dostopnosti do drog, in v mednarodnem merilu so slovenski mladostniki lahko uvrščajo celo nad povprečje Evropske unije po nekaterih študijah, in je dostopnost konoplje za mladostnike zelo, zelo visoka. Tako je potem mednarodni študij, ki opredeljuje zdravje in vedenje mladostnikov v starosti 17 let, pokazalo, da je v Sloveniji kar 45% teh mladostnikov ocenilo, da je konoplja pri nas zlahka dostopna. Slovenija se tako uvršča kar na 4. mesto po dostopnosti do kanabisa in je pred nami Francija 7,3%, Nemčija 7%, Češka 6,4% in Slovenija na 4. mestu 6,3% odsotno, in to predstavlja resnično veliko tveganje za zlorabo konoplje med mladimi. Torej, iz te študije izhaja tudi, da pravzaprav so te naši 17-letki navajali, da v bistvu so praktično v polovici primeru že uporabljali konopljo in 4% teh redno uporabljajo konopljo. In konoplja je seveda ima bistven vpliv na sposobnosti tega razvijajočega se organizma, torej vpliva na, bom rekla, socialno vedenje, vpliva na sposobnost pomnjenja, učenja, koncentracije in je seveda zelo zdravju škodljivo, posebej škodljivo za to ranljivo skupino populacije. Torej, predvsem v luči zlorabe droge, ki se seveda tudi iz nekaterih rastlin, ki sicer danes veljajo, kot da so industrijske, lahko tudi iz teh se proizvede pravzaprav kanabis oziroma hašiš, in opozarjamo na možnost, da bomo mi postavili povečanemu tveganju že tako, bom rekla, visoko izpostavljeno populacijo, odraščajoče se populacije. In glede na navedeno, vlada ne podpira predloga sprememb in dopolnitev trenutno veljavnega zakona, temveč zagovarjamo temeljito in v skladu z mednarodno zakonodajo pripravljene rešitve glede uporabe konoplje v različne namene, ki bo mogoče vključiti v obstoječi pravni okvir in ki bodo upoštevale vse konvencije, mednarodne konvencije, katerih podpisnik je Slovenija. Tako da ministrstvo seveda podpira, da je pomen rastline konoplja, kot sta predlagatelja uporabljala, seveda to ima velik pomen, gospodarski pomen. Mislim, da se v Sloveniji prideluje trenutno na približno 350 hektarjih, in seveda tukaj ministrstvo ne more nasprotovati, da se ta industrijska konoplja seveda še več uporablja, ampak na tak način nismo naslovili problema, kot smo ga naslovili pravzaprav v luči odgovornosti za zdravje naše populacije, posebej populacije odraščajoče mladine. Hvala. Hvala, gospod državna sekretarka. Zdaj pa prosim predstavnika Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, gospod Matjaž Grkman, direktorat za kmetijstvo. Izvolite. Ja, hvala lepa. Zdaj, ministrstvo je pač tole stališče vlade v medresorskem usklajevanju podprlo in se nam tudi nekako ne zdi ustrezno
ustrezna rešitev ta predlagan zakon. Še posebej je problem pač dvig THC-ja na 1%, ki je tudi naša uprava pač izrazila pač neko zaskrbljenost v zvezi s tem, ker so pač priporočila pač Evropske agencije za hrano so tudi pač glede dnevnega vnosa THC-ja, da ta zadeva ni tako enostavna. Zdaj v celi Evropi v bistvu je vsebnost THC-ja maksimalna dovoljena je zdaj trenutno 0,2, od leta 2023 bo pa 0,3, se pravi za te sorte, ki se jih pač lahko sejejo. Zdaj še ena stvar je, ki je pač v samem predlogu tega zakona, ki je napisan noter, da imajo Italijani 0,6 THC-ja dovoljeno. Ampak ne gre za v Italiji so dovoljene ravno take sorte kot v Sloveniji. Tisto, kar pa tam piše 0,6%, imajo pa oni v svojem pravilniku napisan, da je pa to toleranca v primeru, če se slučajno zgodi, da se kmetu THC poveča, ker včasih se recimo, če je vroče vreme ali pa rastlina konoplja pade v stres, se THC poveča. Ampak se lahko se pa sejejo samo tiste sorte, ki so dovoljene v Sloveniji. Tako da tista navedba v tem gradivu poslancev ni točna v bistvu, da je v Italiji dovoljeno 0,6. Je samo toleranca v primeru, če brez kmetovega posredovanja, se pravi, če se slučajno to zgodijo. Zdaj imam zaenkrat, je pa to, da pa tudi mi, recimo tole soglasje, tale zakon o medicinski konoplji, v medresorskem usklajevanju, to smo mi, Ministrstvo za kmetijstvo je soglasje že podalo, kakor jaz vem, tako da se z nami usklajevanje več ne poteka. Imamo pa mi v pripravi dva pravilnika, v bistvu eden za pridelavo konoplje za sadikami in pa pravilnik, se pravi, sedanja zakonodaja, ki je zdaj trenutno veljavna, omogoča samo setev konoplje na prostem. In to je tisto, kar gospa Tomičeva govori, da se tam rastline uprašijo in pač ne more priti do proizvodne droge, ker, bom rekel, konoplje, marihuane med navadno konopljo ne more skriti, ker se ti uprašijo. Lahko jo skriješ v koruzo, ne moreš jo pa skriti v konopljo. Zdaj za novim pravilnikom se bo pa omogočila tudi pridelava konoplje za sadikami, kjer bo pa, ker, bom rekel, te konopljarje, ki jih gospa poslanka omenja, to niso tisti konopljarji, ki bi radi predelovali vrv in te stvari, pa izolacijo pa to. Gre se za to, ker na Ministrstvu za kmetijstvo rešujemo, je v bistvu pridelava konoplje za sadikami. In to bo tista konoplja, ki bo šla vzgoja preko matičnih rastlin, se pravi, samo to bo še vsem konoplja, ki bo imela manj kot 0,3 THC-ja, ampak bo vzgojena z matičnimi rastlinami, se pravi, da bodo same ženske rastline in če hočeš ti pridelati te konopljarje, se pravi, to ne gre za vrv, ampak gre za CBD smolo, je treba gojiti v zaprtem prostoru in to bo tudi z tem pravilnikom, ki ga na Ministrstvu za kmetijstvo pripravljamo, omogočeno. Ker ta konoplja mora biti v rastlinjaku, potem se pa ta smola tvori. Ker če bi pa ti hotel predelovati konopljo, se pravi CBD, na prostem, to pa je nerentabilno v primerjavi, ne vem, z nekimi v Kanadi, pa tam, kjer to pridelujejo, pa dol v Makedoniji. Tam so s tem naredili cel cirkus. Mislim, jaz sem zaenkrat toklen. Hvala lepa. Hvala, gospod Gertman. Mikrofon. Navadi ima s tem največ opravka policija, zato prijazno pozdravljam magistra Lada Bradača, generalnega direktorja Direktorata za policijo in druge varnostne zadeve. Izvolite za stališče vašega ministrstva. Policija ima že veliko opravka s tem, ampak za nas je pomembno, da je v bistvu problematika celovito urejena, da so pogoji jasno predpisani in nedvoumni. Tako da takrat, kadar pride do kakršnekoli težave, nikašnih neupravičenih zasegov oziroma da postopek steče tako kot mora, tako kot je predpisan. Ministrstvo se tudi ne bo v bistvu opredeljevalo do tega, ali bi imelo sprejetje predlagane zakona negativen vpliv na javno zdravje prebivalstva Republike Slovenije, ker mislim, da je za to pristojno Ministrstvo za zdravje. Edino, kar lahko dodam, je to, da pač vidimo pomanjkljivost, da bi predlagatelji oziroma tudi tisti, ki so resorni nosilci tega zakona, lahko posegali v kazenske določbe, kjer imamo v bistvu še vedno predpisane v tolarjih, pač evro je plačilno sredstvo v Republiki Sloveniji že 15 let, težko je tudi zaračunati kazen v višini 41,73 evra, tako da se mi zdi, da je treba na tem področju narediti nekatere celovite spremembe.
Različne ureditve so na svetu, v Evropi, policija se bo katerekoli od teh stvari prilagodila. Želimo pa, da so stvari jasno opredeljene. Hvala. Zdaj pa prosim še predstavnico oziroma predstavnici Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke. Hvala lepa. Moje ime je Tanja Glover. Spoštovani vsi, JAZMP, torej Agencija za zdravila in medicinske pripomočke, se strinja s stališčem, ki ga je podala državna sekretarka dr. Alenka Forte, da predlog zakona ne rešuje celovito te problematike konoplje in njene uporabe v različne namene. Tako kot je že povedala, ureditev pač ni skladna z enotno konvencijo Združenih narodov o mamilih iz leta 1961, ki mora v nacionalno zakonodajo biti prenešena tudi z upoštevanjem konvencije iz leta 1988. Predlagana ureditev ni takšna, da bi preprečevala zlorabo konoplje, pretok v nezakonito trgovanje in negativne vplive na zdravje ljudi oziroma na javno zdravje. In če bi bil ta predlog sprejet, menimo, da bi imel pomembne negativne vplive na javno zdravje. Kar se tiče terminologije, kot je že povedala dr. Forte, v Evropski farmakopeji, ki je veljavna za 39 držav podpisnic konvencije, so rastlinske droge zelo dobro definirane in pomenijo pretežno cele, razkosane ali zdrobljene rastline oziroma dele rastlin v neobdelanem stanju. Navadno so to posušene rastline, lahko so tudi sveže, in k tem rastlinam oziroma drogam prištevamo še nekatere izločke, ki niso bili posebej obdelani. In rastlinske droge, to, kar je pomembno v zvezi s tem predlogom zakona, so točno opredeljene z botaničnim znanstvenim imenom. To pomeni, da mora biti poimenovanje rastlinske droge torej vedno vključevati navedbo dela rastline in same rastline. Torej, s predlaganim različnim poimenovanjem rastline konoplje in rastlinskih drog ne bi dosegli ciljev ureditve, ki bi preprečevala zlorabo konoplje v nezakonito trgovanje. Hkrati pa tudi ne bi prispevali k boljši dostopnosti zdravil iz konoplje oziroma ureditvi gojenja konoplje za medicinske namene v naši državi. Z vidika torej varovanja javnega zdravja pa zlasti ni sprejemljiv ta predlagan 5. člen, ki predvideva meje vsebnosti konoplje na 1% THC-ja v rastlinah, ker bi potem to pomenilo, da bi 1 gram posušene konoplje vseboval 10 mg THC-ja. In začetni terapevtski odmerek, ki se uporablja v medicini, je 2,5 mg THC-ja in to je najnižji odmerek, pri katerem so že bili ugotovljeni škodljivi učinki na zdravje ljudi. Te učinki so znani, zato jih ne bi zdaj tukaj še ponavljala. Prav tako je zaskrbljujoča uporaba konoplje v obdobju pubertete in adolescence in to je povezano z resnimi motnjami v razvoju otrok, vključno z upadom nevrokognitivnih sposobnosti. Tako da JAZMP ne more podpirati predloga zakona o spremembah ZPPD-ja. Hvala, gospa Glover, za predstavitev stališča agencije. Ker je predlog zakona obravnavala tudi zainteresirana komisija Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, prosim njenega člana, poročevalca, državnega svetnika Ladislava Rožiča za predstavitev njihovega stališča. Izvolite. Hvala, gospod predsednik, lep pozdrav. Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je kot zainteresirana skupina se seznanila s predlogom zakona o delu, ki se nanaša na kmetijski sektor, seveda. Komisija ugotavlja, da je osnovni namen predloga zakona vzpostavitev ustreznega pojmovnika, kot ga predpisuje mednarodne konvencije, sicer potegniti jasno vsebinsko in terminološko razliko med konopljo kot kulturno rastlino, porodo kanabis in kanabisom, drogo, ki se lahko pridobiva z nje. Prepričani smo, da je bilo navedeno prepogo vzpostavitvi sistema gojenja, proizvodnje kanabisa v medicinske namene v Sloveniji. Vse je bil tudi minister za gospodarstvo, mislim za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in pojasnil,
da vlada, sicer tako ste vi rekli, nasprotuje predlogu, saj je v nasprotju z veljavno ureditvijo, na podlagi katere se lahko za prehranske in industrijske namene goji le konoplja iz certificiranih semen, varietet oziroma sort konoplje, ki so naštete v skupnem katalogu sort poljščin. Evropska sortna listina, objavljena vsako leto v uradnem listu Evropske unije. Zdaj, kot je bilo že rečeno, v skupnem katalogu sort poljščin tako ni sort, pri katerih bi vsebnost THC bila nad 0,2%. Pojasnil je tudi, da so v EU živila urejena v skupno harmonizirano evropsko zakonodajo, ki je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah EU. Bistvo je evropska zakonodaja v določitvi splošnih načelnih zahtev živilske zakonodaje opredeljuje pojem hrana in navaja, da k živilom med drugim ne sodijo narkotične in psihotropne snovi v smislu enotne konvencije Združenih narodov o narkotikih. Zdaj, nadalje je tudi minister obrazložil, da se pripravljata dva pravilnika, ki bosta omogočila pridelavo konoplje s sadikami in pridelavo v zaprtih prostorih, rastlinjakih, plastenjakih. Gre za spremembo pravilnika o pogojih za pridobitev dovoljenja za gojenje konoplje in maka, na podlagi katerega se bo omogočila pridelava konoplje tako s setvijo na njivah, na prostem kot sadikami. Dovoljeno bo sajenje konoplje na prostem in v rastlinjakih. Za sajenje bo potrebno uporabljati sadike, ki bodo vzgojene in tržene v skladu z novim pravilnikom o trženju razmnoževalnega materiala sadik navadne konoplje. Dejstvo je, da smo tudi ugotavljali, da se te zadeve neskončno dolgo vlečejo, da enostavno ni jasno, zakaj se ti pravilniki ne uskladijo. Zato je tudi komisija ugotovila, da Kmetijsko-gozdarska zbornica že dolgo časa aktivno deluje na obravnavanem področju, predvsem s sodelovanjem pri iskanju rešitev za gojenje konoplje v industrijske namene. Tako je sodelovala pri ustanovitvi Slovenskega združenja za konopljo in prehranske in neprehranske namene, ki pa žal ni zaživelo in je trenutno neaktivno. Tudi v preteklosti se je skupaj s kmetijsko-gozdarskimi zavodi v okviru javne službe kmetijskega svetovanja pripravila tehnološka navodila za pridelavo industrijske konoplje. Konec leta 2019 se začel tudi projekt Evropskega partnerstva za inovacije, EIP, konoplja, vloga industrijske konoplje pri prilagajanju podnebnim spremembam ter varovanju virov v kmetijstvu in v okviru katerega se še išče in preverja tehnološke izzive in rešitve v pridelavi konoplje, za katerega partner tudi Kmetijsko-gozdarska zbornica. Tudi na Kmetijsko-gozdarski zbornici pozdravljajo ureditev zakonodaje na področju gojenja konoplje, ki bi omogočila gojenje industrijske konoplje z manj administrativnimi ovirami in konoplje za medicinske namene ter natančno opredelila pogoje pridelave in zagotovila ustrezen nadzor nad pridelavo in v izogib zlorabam seveda. Ob tem se do samega predloga na GGS niso opredelili, ker pač ga še niso obravnavali na strokovnih inštitucijah. Člani komisije pa smo bili enotni, da je treba stvari na področju konoplje predmakniti naprej na način, ki bo jasno razdelil, kaj je konoplja kot kulturna rastlina od kanabisa kot drogo in ki mora ostati prepovedana in inkriminirana. Komisija ugotavlja, da je predlog zakona med drugim opredeljuje pogoje, med katerim se rastlina konoplja lahko zakonito goji za industrijske, prehranske in hortikulturne namene. V tem izpostavlja, da je bila konoplja v slovenskem prostoru vedno prisotna, vse tja do leta 1956, ko je zaradi takrat veljavne zakonodaje, ki je bila posledica močnih pritiskov naftne globe, izginila iz slovenskih njiv in vrtov. Kmetje imajo dolg spomin. Na ta način so kmetje izgubili možnost pridelave večstransko uporabne rastline in še vedno, kljub počasnemu prebujanju zavesti o smotrnosti gojenja te rastline, tako kot tudi zainteresirana gospodarska panoga, pridelovalna industrija, je se predvsem v neenakopravnem položaju na druge panoge v EU. Predvsem, če primerjamo države Evropske unije, in moram vam reči, da so določeni člani tudi razložili, kako je v drugih državah Evropske unije, kako je v Sloveniji. Pri tem se seveda soočajo s kopico nepotrebnih in neutemeljenih omejitev, med drugim so soočeni z neupravičenim zaviranjem razvoja konopljarske dejavnosti v Sloveniji,
ki je drugje po svetu v velikem razmahu. Nesprejemljivo je, da pestrost konopljenih proizvodov, ki jih najdemo na trgovskih policah, večinoma izvira iz tujine. Ob tem komisija izpostavlja opozorilo predlagatelja, da imamo v Sloveniji tradicionalna semena industrijske konoplje, ki jih je treba ohraniti z vpisom v nacionalno sorto list semen in vključiti v skupni katalog poljščin ter na ta način zagotoviti nacionalno semensko neodvisnost. Komisija meni, da gre pri konoplji bolj za vprašanje političnega prestiža, saj medicinski sektor neupravičeno kroji usodo kmetijskega sektorja na tem področju, ki povzroča škodo kmetijstvu. Potem ne gre zanemariti dejstva, da obstaja potreba po pripravkih iz konoplje v medicinske namene, predvsem za bolnike s težjimi boleznimi, na primer rak. Zato je po mnenju komisije nujna zakonska regulacija področja gojenja rastlin, porodov kanabis za medicinske namene. Še to bi rekel, da komisija izpostavlja, da je veljavna zakonska ureditev gojenja industrijske konoplje ni optimalna in jo je nujno prenoviti oziroma nadgraditi. Temu nas napeljuje tudi nedavno vplačilo skoraj 2 milijona evrov odškodnine zaradi neupravičene žetve konoplje strani državnih organov leta 1995 v Šalovcih na kmetiji Rengo na Goričkem. Komisija poudarja tudi pozitivne posledice gojenja industrijske konoplje za kmetijska zemljišča, saj rahlja zemljo in je odlična za fitoremediacijo, ki dokazano čisti zemljo od težkih kovin, radioaktivnih elementov in fitofarmacevtskih sredstev. Poleg tega ima tudi dober hektarski donos za rast in ne potrebuje pesticidov in nezahtevne obdelave ter je primerna za kolebarjenje. V času energetske krize, ki se odraža v enormnih podražitvah energentov in mineralnih gnojiv, je ureditev tega področja še toliko bolj smiselna in nujna. Zato komisija predlog podpira. Hvala. Hvala, kolega Rožič, za predstavitev stališča komisije. Zdaj pa odpiram razpravo članic in članov. Izvolite. Pojasnilo. Izvolite, ja, pojasnite. Ja, hvala lepa. Z pozornostjo sem spremljala gospoda Rožiča, ampak mi govorimo sedaj o dveh različnih stvareh. Predlog spremembe zakona, ki ga predlagata predlagatelja, piše predlog zakona o spremembi dopolnitev zakonodaje s prepovedami drogami. Se pravi terminologijo, vi pa ste zdaj nagovorili celovit zakon, vse težave, vse pravilnike, ki mora biti sprejet. Torej, vi ste pa naredili razpravo na celoten zakon o drogah in ne samo na to, kar danes predlagatelja predlagata. Tako da mislim, da je to malo, jaz razumem in to, kar ste vi izvajali, seveda podpiramo in tudi naše ministrstvo in ministrstvo za gospodarstvo sodelujemo, ampak to ni vsebina to ni današnja tema, ker ne gre za celovito sprememba zakona, ampak gre samo, kot predlagatelj predlaga, da želijo samo spremeniti terminologijo v določenem delu. Ni pa nič govora o tej široki problematiki, katero seveda podpiramo, da je potrebna razprava. In to smo zdaj, vi ste predstavljali neko drugo stvar, kot to, kar imamo danes na mizi. Hvala. Proceduralno, dr. Gams, izvolite. Hvala lepa. Naš poslovnik ni točno določen o tem, kako mi delujemo, je pa točno določen glede tega vrstnega reda. Se pravi, mi imamo lahko več rund, kar bi tudi predlagal, vendar v eni rundi naj imajo pravico samo eni govoriti. To pa mislim, da je zlato pravilo, če ne ni uravnotežena debata in bi prosil, da se tega držimo. Hvala lepa. Ja, hvala za proceduralno opozorilo. Potem pa gremo na razpravo državnih svetnikov in svetnic. Kdo želi razpravljati? Dr. Gams, izvolite. Ja, še enkrat lep pozdrav, spoštovane kolegice in kolegi, spoštovani gostje, spoštovana državna sekretarka. Očitno je ta tema danes kar vroča in se je težko odločati, ker imamo na voljo zelo nasprotujoče si argumente. Zato sem tudi že ravnokar prosil predsednika, če nam bi omogočil 2 rundi, kar je možno po poslovniku, se pravi, da vsi pač dvakrat povemo še enkrat argumente, ker upam, da bomo vseeno skonvergirali, da ne bo tako 0-1 ali bo ali pa pade ali pa uspe. Moram povedati, da sem sam izvedel glasovanje za medicinsko konopljo in je bil glas zelo odločen med svojimi volivci, ki jih je teoretično 17 000, ampak v resnici imaš 50 mailov, na katere pošlješ. Tle se je najprej treba vprašati o škodljivosti. Nesporno je to škodljivo, zlasti za mlade, to ni nobenega dvoma.
vendar je treba se zavedati vrstnega reda. Najprej imamo recimo stvari, kot so trde droge, in potem imamo recimo bolečine za opioidne tablete proti bolečinam. Zaradi tega se je skrajšala življenjska doba v Ameriki, kljub temu, da to že več let pred COVID-om. Kljub temu, da to več let tukaj govorim, opozarjam, nikoli mi ni uspelo to plasirati. Res je v Ameriki precej lažje dobiti tablete in preko zdravnika, ne, ker ga plačaš, pa je tržni odnos kot pri nas, ampak vseeno je pa pri nas bolj ali manj zanikanje tega pojava, ampak kot rečeno, življenjska doba pred COVID-om Američanov se je zmanjšala natančno zaradi tega. Se pravi, treba se zavedati vrstnega reda nevarnosti in postavil bi še cigarete pred alkohol. Treba se zavedati, da obstajajo tudi številke v zadju, točno koliko umre zaradi česa, kakšne so poškodbe in tako naprej. Se pravi, marihuana je problematična v dveh razlogih. Ena je za mlade, ker so tam pač posebej škodljivi učinki in seveda, če imate preveč učinka, tudi voziti se isto zaletite. Prometne statistike kažejo, da je to tudi en izmed razlogov za nesreče. Zdaj, v tej debati je bilo pa to, kar je mene nekako zmedlo, je bilo to, da imate povsem nasprotne argumente. In zdaj, kaj je res? Jasno, da evropska zakonodaja je taka, da se moramo držati, tu smo vsi to podarili, ni nobenega dvoma. Vemo tudi, da so včasih gojili konopljo, to se zgodovinsko ve, potem je prišlo do nekega obdobja, ko je bilo to prepovedano in zdaj je želja, da se nazaj uvede slovenske sorte, kar ni problematično, če se preveč tiste meje ne spremenijo. V tistih mejah se mi zdi, da je zdaj odprt problem. Če prav razumem, je to malce nenavadno. Predlog je podoben predlogu, ki ga pripravlja ministrstvo, vsaj tako sem približno razumel, vendar ste si zdaj v hudem konfliktu in tako je bilo slišati. Se pravi, to so stvari, na katere bi najbrž rabili odgovore, da bi potem lahko končno primerno glasovali. Hvala lepa. Hvala, naprej razprava. Ja, kolega Antavod, izvoli. Hvala lepa. Smo reči, da sem zmeden. Zmeden sem z dveh razlogov. Jaz sem bil takrat, ko smo enkrat že razpravljali na podobno temo, bil odločno proti, ko sem zagledal noter celo rekreativno uporabo. Zdaj, tako preprosto pri nas ni, pa kolega Gams, kar se alkohola tiče, mislim, da je registriranih okrog 230 tisoč alkoholikov v Sloveniji, kar pomeni, da zadeva ni tako preprosta. Ampak iz tega izhajam tudi, da če je toliko alkoholikov, me nepopisno čudi, zakaj ni grozdje oziroma trta noter, zakaj ni noter sliva, jablana in tako naprej. Zdaj, iz tega stališča jaz tu nimam problema. Imam pa drug problem, če se pa pogovarjamo o meji THC-ja do 1. Kar pomeni, jaz že tako imamo problem z odvisnostjo. Mi smo se pogovarjali, mi smo se nepopisno, mogoče ne razumem, tam vidim, da nekdo odkimuje, ampak če preprosto logiko vzamem, razmišljam v tej smeri. Imam pa problem seveda z osebnostjo. Imam problem, ker v isti varianti se lahko vprašamo, saj so, a niso neke droge tudi v gobah, ki rastejo, malo provociram, pa v unem. Jaz z to enko se ne bom strinjal. Se pa strinjam s tem, da je treba nemudoma in čim prej, ne samo zaradi konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, zadevo urediti. Jaz sem uporabnik CBD zaradi svojih zdravstvenih razlogov. Pa nek čaj pijem z 0,2. In potem sem začel sprašati, eventi se sem hudič, a sem v prekršku mogoče celo kaznivo dejanje dela, legalno kupljeno, da bo jasno. Ampak še enkrat, če je intenca samo dekriminalizirati rastlino, potem nimam nobenega problema. Če pa intenca dvigniti vsebnost THC-ja, potem imam pa hudičevo velike probleme.
Nedolgo tega sem bil v enem od delodajalskih združenj zaposlen in ko smo se enkrat pogovarjali o odvisnosti od psihoaktivnih snovi, smo ugotovili, da dokler smo se borili še z alkoholom in zaposlenimi, ki so hodili v delovni proces, imamo danes, ko so sintetične droge ali pa tudi kanabis ali kaj drugega ali pa kokain, problem, ker je obnašanje takih ljudi niti ni spoznatno, ker nimamo teh izkušenj. To je pa resen problem. Zdaj, jaz še enkrat, nimam problema za podpreti, za to, da se rastlina kot taka dekriminalizira, pri ostalem pa imam problem. Hvala. Hvala, kolega Antaver. Naprej želi kdo razpravljati? Ja, izvoli, Dane Kastelic. Hvala za besedo, pozdravljam še enkrat vsi skupaj. Glejte, jaz dobivam občutek, še dobro, da je kolega Gams opozoril za dva kroga, ali se razumemo vsi med sabo, ali govorimo o dveh različnih stvarih. Ali gre za medicinsko konopljo, ali gre za, v narekovajih, kmetijsko konopljo. Slišal sem, kar je zame verodostojno iz agencije za medicinske pripomočke, zdravila, da je v tem primeru, če gre za medicinsko, absolutno se ne more ukvarjati s tem Ministrstvo za kmetijstvo. Zdaj imamo tukaj danes dva vladna predstavnika. Komisija za kmetijstvo je to vse nasplošno obravnavala, tako da je zmeda še večja. Jaz osebno, ko gre za drogo in dostopnost, imam zelo konzervativen pogled. In tukaj bom upošteval agencijo za zdravila, ker tam so strokovnjaki, ki poznajo to področje. Vem pa, da se različne smole že sedaj uporabljajo med našimi pacienti. Prihajam pač iz tazga področja, ker to tudi poznam. Vem tudi, da je v nekaterih delih tudi zelo učinkovito. Ne vem, koliko to tolerira zdravniška stroka, ampak nekaj je. Če pomaga, bi bilo dobro, da se to področje čim prej uredi, kajti s tem nekako podpiramo, ko nimamo urejeno, tudi črn trg na temu. In tukaj pa je zaskrbljujoče. Zdaj slišal sem, upam, da sem pravilno, da je v zakon v zaključku medresorskega usklajevanja in bi res pričakoval, da to čim prej pride v državno-zborsko proceduro. Zdaj, kateri zakon, ali ta, ki ureja medicinsko področje ali kmetijsko, tukaj je pa po moje velika zaskrbljenost z razumevanjem ne samo mene, zagotovo še kjerga drugega, če bo en zakon obravnaval oba področja na njih. Gospod je rekel, da imajo s pravilnikom že prvo pripravi, da je izdelan, ki bo to reguliral in je tudi prav, da ne prihaja do tega z različnimi predlogi, če stvari potekajo, je boljš počakati še nekaj časa, pa da se to sistemsko reši. Pa ne sistemsko v tem smislu, da ko se pravi sistemsko reševanje, da ni nikoli rešen, ampak če že enkrat medresorsko usklajeno, bi jaz pričakoval, da bo v državno-zborski proceduri. Sem pa proti kakršnekoli te konoplji, ki ima učinek kot droga. Hvala. Kolega Kastelic, ja, kolega Rožič, izvoli. Hvala. Zdaj bom še enkrat poudaril. Člani komisije smo si bili enotni, da je treba stvari na področju konoplje premakniti naprej na način, da se jasno razmeji najprej konoplja kot kulturna rastlina od kanabisa kot droge. In smo bili enotni, da je potrebno še naprej v bistvu prepovedati in inkriminirati drogo. Tlele sploh nismo
debato imeli o tem. Debata niti ni bila o odstotku, 1% THC-ja ali ne. Bistvo je, da o tem bo verjetno razpravljala stroka, ne mi, ki nismo za to strokovnjaki. In mi smo obravnavali kompletno samo iz kmetijskega in gospodarskega področja. In tlele imajo kmetje težavo, ker kanabis je še vedno inkriminiran in tudi, če bo nekdo rekel, da ima konopljo na njivi, bo rekli, lega drogo ima. V tem kontekstu se je šlo. No. In da se ne bo zgodilo to, da bo spet nekdo se zmislil, da ima, mislim, da leta 95, ko so tistem poželj na vasi, da bo celo njivo konoplje poželj, v bistvu bo pa industrijska konoplja. No. In kar dosti izdelkov, ki se uvažajo, je nepotrebno, da se uvažajo v Slovenijo, in farmacevtske firme, in prehrambena industrija, bi lahko tle imeli doma, ampak ne zato, ker je treba te jasne razmejitve narediti. Minister je obljubil, da boste pohiteli s tem. Ne. Sem leto od 61. leta in jaz razumem poslance, da od 61. leta pa premedun je treba nekaj narediti. No. Ker to je pa že res predolg čas. In pač vi ste zdaj ta vlada, ki imate v tem letu pa pol ste na to naleteli, ampak tako je. Nekdo more korak naprej narediti. Hvala. Kolega Rožič, zdaj da razjasnimo, da ne bo tako kot včeraj, ko smo na koncu govorili o korupciji, ne pa o prispevkih za zdravstveno zavarovanje. Danes govorimo o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami. Vlada pa je rekla, da usklajuje predlog zakona o gojenju in prometu s konopljo za medicinske namene. Čist nek drug zakon. Ko govorimo o konoplji za medicinske namene, pa me bo verjetno gospa iz JAZMP-ja Glover dopolnila, v Sloveniji imamo to urejeno. Lahko dobimo sintetska zdravila ali pa zdravila iz naravne konoplje. Zakaj se ne uporabljajo? Zato, ker gospodje zdravniki ga ne predpisujejo. Zato ljudje kupujejo zraven Onkološkega inštituta v parku Smole po oderuških cenah. In kaj je naredila ta, bom rekel, ministrstvo v vseh teh časih, da bi zdravnikem rekla, predpisujte jim, če to potrebujejo. Ne? Če bi to uredili in bi pacient, ki to zdravilo rabi, bodi si za zdravljenje epilepsije ali pa pacijenti v terminalni fazi rakavega obolenja do tega lahko prišli pri svojem zdravniku, bi danes o tem sploh ne govorili. Ne? A želite še kaj o dobičkih farmacevtske industrije, kar sem včeraj poslušal in podobne stvari? Skratka, zdravila, bodi si sintetska iz konoplje ali naravne, so pacijentom načeloma dostopni, do njih pa ne morejo priti. Danes pa govorimo o proizvodnem prometu s prepovedanimi drogami, tako da se ostanimo znotraj tega. Zdaj bi jaz prosil seveda predlagatelja, če lahko to zgodbo o 1% ta misterij razjasnite. Izvolite, gospod Žižek. Ja, hvala. Saj jaz sem podobno, gospod predsednik, pa še sami razjasnili opazno, da v bistvu mi se pogovarjamo o 2 ali 3 različnih zadevah. Mi se danes ne pogovarjamo o zakonu, ki v bistvu pripelje do medicinske uporabe konoplje na način, da je možno gojenje, predelava in vse ostalo v Sloveniji. Ta zakon, ki je danes pred nami, samo natančno zapiše izrazoslovje, za katerega mi po nam dostopnih vseh podatkih, ne, in kar je gotovil tudi že pristojni odbor Državnega zbora leta 2016 in je naložil vladi, seveda odbor ne more naložiti konkretno v ministrstvo, da pripravi v 60 dnevih, pa ni bilo novega prevoda, ker je star, jaz imam celo starega tu pri sebi, je napačen. Namreč konoplja je edina rastlina, ki je označena kot rastlina za drogo. Tu ne govorimo o socvetju ali pa smoli, ne? Tu je pa kar rastlina označena za drogo. Ne? Pa iz semen konoplje, iz katere se sodeluje, se dela recimo konopljino olje, ja to pač ni droga, ne more biti droga. Lahko čaramo, prosimo Boga, hudiča in še koga, iz tega droge ne moremo narediti. Je pa tudi vse skupaj označeno za drogo. Torej, mi z zakonom o drogah uvajamo konvencijsko poimenovanje. To, kar bi moral nekdo drug narediti, se nam je vse eno. Mimo grede, zanimivo je, tudi jaz sem bil nekoč v koži ministra, zato sem tudi se malo smehljal v torek, ko sem gotovil, da trenutni minister za kmetijstvo potem isti upomnik bere kot jaz pred 6 leti, ko sem imel podobno razpravo. Ne. Vse potem razumete, kaj je problem. Ne.
Ampak ko se človek poglobi v izrazoslovje, ko pogleda recimo avstrijski prevod, ki je pri meni, ko pogleda originalno konvencijo, rastlina pač ni droga. To je prva stvar, pri kateri mislim, da soglasje je in točno napisano, kaj je droga. Zakaj 1%? 1% je seveda stvar debate, lahko tudi drugače, zato ker enostavno slovenske sorte semena omogočimo, da se uporabljajo za proizvodnjo konoplje. A če 1% ali 0,6, recimo poprečna vsebnost je 0,6 THC-a, ali je to v bistvu pomeni, da dovolimo hrani? Sveda ne. Jasno je, dovolite, da bolj natančno preberem, da ne bo v bistvu kaj narobe razumljeno. Zakon, ki je danes pred nami in ureja ustrezno definicijo izraza konoplje za kulturno rastlino, ne spreminja veljavne prakse na področju obravnave uporabnikov drog. Le kot droga se opredeli kanabis namesto rastlina konoplja. In je potem jasno, da v definiciji je napisano. Sam zakon o drogah seveda ne poskuša urejati medicinske proizvodnje in dostopnosti zdravil iz kanabisa, spostavlja pa terminološki okvir, da je lažje doseči smiselnost predpisov, ki se pa pripravljajo. Meni je grozno, da recimo slovenski kmet ne more predelovati, ampak to ni na polju. Na polju, ko recimo se kaj žanje, pa to vse tam ne bo možnosti, da se droga. To so kontrolirani pogoji, ker ne sme priti do opraševanja. To, če recimo kdorkoli od vas posadi okoli hiše, ne boste iz tega delali droge, zato ker tam je opraševanje. To so posebni pogoji za medicinsko uporabo, ne? In bojimo se nečesa, česar ni v praksi možno izvesti. Tisto, kar pa omogoča terminološka sprememba, da več ni kriminalizirana rastlina kot celota, je pa zeliščarstvo, saj umik rastline konoplje seznama prepovedanih drog omogoči ministru za kmetijstvo, da jo uvrsti v seznam zdravilnih rastlin, ki omogoča njeno uporabo v zeliščarstvo. Ob upoštevanju vseh predpisov, ki so veljavni na tem področju, prehranske industrije, varni hrane, vsem, ki proizvajajo hrano, omogoči, da ob obveznosti denaturacije, ki je predpisana, in tehnoloških postopkov, industrija, prehranska, proizvajalci lahko uporabljajo v bistvu za proizvodnjo hrane, ker je denaturacija prisotna. Torej se ne gleda na rastlino kot rastlino kot na drogo, seveda pa ne sme biti v bistvu THC-ja pa tega. In tukaj piše 1% ali 0,2%, to ne pomeni dovoljeno v hrane, ker se govori o obveznosti denaturacije. Pa še mar se kaj drugega to omogoča, se pa strinjam, kakor ste vsi ugotovili. Mi danes tukaj mešamo dve stvari. Mešamo v bistvu nova pravila, kako priti, upam, da bomo prišli do tega, da bomo medicinsko konopljo in vse, kaj je potrebno za potrebe slovenskih pacientov delali v Sloveniji. Jaz ne želim slišati, pa ne mi zameriti, ker je to tako majhna poraba, 50 kilo, čez takrat jaz vem, tega ne bomo delali v Sloveniji. Zakaj pa ne bi tega delali v Sloveniji, če lahko nekdo od tega živi? Jaz ne vem, ali bo od tega živelo 10 družin, 100 družin ali 20.000 družin, tega ne znam povedati. Ampak zakaj bi nekaj omejili, ampak ponovno to ni stvar tega zakona. Tu gre samo za pravilno imenovanje, torej po našem pregledu zakonodaje 0,1%, seveda ne vpliva, ne ogroža ničesar, končni fazi se je ves čas tako delalo v Sloveniji, je pa to stvar debate, lahko se to tudi z amandmajem spremeni. Ampak v ozadju je pač interes, da zaradi genetske pestrosti, mimogrede, slovenska konoplja je dosti bolj odporna, pomeni manj kemizacije, lažje delo za kmete. Pa naj stroka pove točne argumente, zakaj pa ne slovenske konoplje. In o tem smo se pripravljeni na odboru ves čas pogovarjati, tudi če vi date, gospod predsednik, taki sklep, da je treba pa to mejo poročiti, jaz to povsem razumem. Ampak še vedno smo pri tem, konoplja, rastlina ni droga. Hvala. Ja, izvolite. No, naj dopolnim Dejana, ko je bil on minister, sem ga jaz s temi vprašanji že morila in sva sedela na nasprotnih straneh, kajti ministri se menjajo, pač sekretarji oziroma ta drugi, tretji rang pa ostajajo. Zato je tole mnenje Ministrstva za zdravje, ki ga je gospa prebrala, pa saj smo ga že dobili, res popolnoma zgrešilo namen. Mi se sploh ne pogovarjamo o medicinski rabi, mi se ne pogovarjamo o drogah. In to, da ta predlog zakona ne rešuje celovito problematike, seveda je ne, ampak samo terminologijo moramo
določi, da bo lahko Ministrstvo za zdravje naredilo tisto, kar želi narediti. Mi se v to res ne mešamo, a veste. In terminologija in opredelitve niso usklajene z zakonodajo o zdravilih, pa evropsko farmakopejo. Nas to sploh ne zanima. Govorimo strogo o rastlini konoplji in oprostite, gospa Forte, kako se naredi hašiš iz industrijske konoplje. To bi pa jaz rada res videla. Hašiš je smola neoplojene ženske rastline. Mislim, prosim vas, toliko časa živite in delate na ministrstvu, pa res, te podatki so zdaj že splošno dostopni. 10 let nazaj so nas res grdo gledali, ko smo to omenjali. Gospod Antaver, ja, razumem, CBD uporabljamo vsi, bojimo se THC-ja. Dejstvo pa je, da vsaka desetinka odstotka THC-ja znotraj te konoplje, ki se šteje kot industrijska zaradi načina setve, to je lahko ista rastlina, vendar če se namen in način setve je tisti, ki jo naredi, vsaka desetinka odstotka THC-ja pomeni 30 do 50 odstotkov višji hektarski donos CBD-ja. In to so podatki, veste, in tudi višji donos vlaken in višji donos semen. In veste, THC in CBD se med sabo izničujeta. Ko imaš 1% lahko THC-ja, znotraj rastline bo zelo močna rastlina, imela bo pa toliko CBD-ja, da bo izničila, plus GLA in vseh ostalih, pač konoplja ima cel spektr kanabinoidov. Tako da ta stigmatizacija te rastline je res nedopustna in zelo škodljiva za naše kmete. Dejan je govoril o denaturaciji. V kruhu ne bomo dobili THC-ja, bomo pa dobili druge zdravilne in odločiti se moramo, ali hočemo proizvajati konopljo ali jo uvažati. In vsa konoplja skoraj tlele, ki jo kupimo, je iz uvoza, kar je res žalostno. Naj vam povem, da so 4 največja slovenska podjetja, ki se ukvarjajo s trženjem izdelkov iz industrijske konoplje, tako imenovanih CBD izdelkov, ki so zdaj že v kozmetiki in povsod, so že v letu 2018 imela 20 milijonov evrov letnega prometa. To je za naše gospodarstvo zelo pomembno. In to je več, kot prinaša prodaja medu vseh 10 000 slovenskih čebelarjev skupaj. In v Sloveniji je trenutno vsaj 50 podjetij, ki se ukvarjajo s proizvodnjo in prodajo CBD-ja, ter več kot 600 kmetov, ki se ukvarjajo s pridelavo industrijske konoplje. To, še enkrat bom poudarila, z drogo ali pa z zdravili, tako kot je predsednik že ugotovil, ki so dostopna na beli recept, nima nobenega opravka dejansko. Ampak samo zakonodaja je tako zastarela, da je slovenski kmet ostal zadaj, popolnoma od zadaj in prehitevajo jih vsi. Pa da vam še povem, da Poljska bo kot prva uvedla 1% THC-ja, pa Švica, Urugvaj, Avstralija, Tajska. Na Tajskem te ubijejo, če te vidijo odkaditi travo. Vendar bodo izdelke iz konoplje dovolili z 1%. In mislim, da je res krajni čas, da nehamo mešati pojme. In Dejanov in moj namen je zgolj samo to, da razjasnimo pojme, da ko govorimo o industrijski pridelavi, da ne govorimo o nobenem kajenju in nobenem drugiranju, govorimo o njivah konoplje, za zeliščarstvo in za izdelke, ki so bili do leta 1957, ko je prišla naftna industrija in koncerni in so začeli to rastlino tako stigmatizirati, da je želi zbil apage satanas, ne? Zato, ker je naftna industrija hotela plastiko prodajati in tako. Zdaj se vračamo nazaj. Mi se vračamo nazaj k naravi. Plastika, smo že videli, da smo onesnažili cel svet z njo in da je dobro, kjerkoli jo lahko nadomestimo z našimi industrijskimi rastlinami, kot je lan, kot je konoplja in tako naprej. Tako da jaz vas samo prosim res, da ne govorimo stvari, ki res ne držijo. In kadarkoli pridejo predstavniki Ministrstva za zdravje, debata potem postane blazno čustvena. Jaz verjamem, da pač oni na stvari gledajo drugače, saj smo se borili že za prevod in za
in za dostopnost bolnikov do zdravil iz konoplje, iz kanabisa, pravilneje rečeno. In je bila že takrat debata zelo, zelo žolčna, pa vem, da je bila tukaj onkologinja profesor dr. Červekova, pa Tanja Bagar, to so slovenski strokovnjaki, ki ogromno vedo o zdravljenju s konopljo. Ampak tukaj dejansko govorimo samo o kmetijskem delu in o pravilnem poimenovanju. Konoplja se ne kadi. Konoplja je poljščina. Kadi se marihuana, vršički, ki so vzgojeni na poseben izoliran način. In čas je res, da vsem je to znanje dostopno, da končno se nehamo bati nečesa, kar nam v resnici pomaga. Predvsem pa prispeva k našemu BDP-ju, k našemu gospodarstvu in res ni niti enega razloga, da bi preko nekega slepega stigmatiziranja onemogočali našem kmetu, da je konkurenčen na trgu. Hvala. Gospa poslanka in gospod poslanec za pojasnila predloga zakona. Zdaj smo v drugem krogu, zdaj ste državna svetnica in svetniki dobili verjetno še kakšen odgovor. Sprašujem, želi še kdo kaj razpravljati? Ja, Ladislav Rožič, pa potem doktor. Ja, hvala, predsednik. Zdaj pogovarjamo se THC-jo po vrednosti THC-ja. In fajn bi bilo res, da kot svetniki dobimo neko študijo, da vidimo, kaj sploh s tem THC-jem. Jaz nisem strokovnjak na tem področju, gospa pravi, ali pa gospod, da bo leta 93.03 v Evropski uniji, mi se o 1% pogovarjamo, zdaj o škodljivosti tega. O tem mi tudi na našem komisiji nismo razpravljali in jaz o tem se ne bi mogel niti opredeliti, dokler ne vem, kaj to pomeni in v bistvu nazadnje, kakšen vpliv ima to na vse skupaj, kot je gospa državna sekretarka prej razlagala. To bi prej želel vedeti, preden bi sploh o tem razpravljal ali pa odločil. Hvala. Hvala, doktor Gams, izvolite. Hvala za besedo. Če pravilno razumem debato, pa hvala, da smo razčistili nekaj vprašanj, ker smo se v začetka, tudi sam sem se lovil. Ampak zdaj meni, da je večina tega predloga splošno spremenljiva za vse, tako se zdi, rastlina ni droga, treba slediti zakonodaji, želimo si slovensko proizvodnjo, namesto da kupujemo uvoženo. Problem je pa ostal ta 1% THC-ja. In zdaj niti ne vem, pa sprašujem predsednika za naslednje, oziroma to je moj predlog, da podpremo predlog s pripombo, da se 1% v nadaljni debati nekako uskladi na primerno številko. In drugo bi predlagal, da sprejmemo pripombo kolega Požuna v vlogi državnega svetnika, ne predsednika. Namreč to, kar je povedal, se mi zdi vsebinsko zelo pomembno, treba bi bilo sicer malce lepše besedno opisati, ampak se mi zdi, da je pa ena izmed pomembnih zadev. Skratka, dva predloga konkretno imam. Hvala lepa. Hvala, samo če mi poveste, na kaj ste mislili. Na to, da bi morali predpisovati zdravniki in da bi morali to porabo medicinske namene uveljaviti tam, ker je medicinsko upravičeno. Se s tem namenom je bila sprejeta in s tem namenom se po svetu uvaja. Hvala. Naprej želi še kdo razpravljati? Ja, samo prosil še za stališče, za stališče javno agencijo glede tega, ti procenti, ali je to tudi v skladu z sozvočju uredbe Evropske unije. Hvala. Gospod Glover, vas prosim za dve stvari, da se opredelite od tega 1%, pa če še mojo informacijo dopolnite o dostopnosti zdravil za... Izvolite. Ja, hvala lepa. Torej, kot smo že rekli, mi se s tem, da bi se meja predlagana zvišala na 1% v rastlinah konoplje, ne strinjamo. Mi smo mnenja in zastopamo stališče, da rastlina, ki daje cvetove z višjo vsebnostjo THC, ne more biti izvzeta iz zakonodaje od prepovedanih drog. THC se iz te konoplje lahko, ki ima višjo vsebnost kot 0,2%, tudi izolira. Tako da, kot sem že rekla, 1% pomeni, da 1 gram posušene rastline vsebuje 10 mg THC-ja. Kot je bilo rečeno, je pa 2,5%
2,5 mg THC-ja pa predstavlja tisti najnižji odmerek, pri katerem so že ugotovljeni škodljivi učinki na zdravje ljudi. Tako da, kar se tiče pa dostopa do zdravil iz konoplje, je to, kar z našega stališča urejeno že zdaj. Pacienti imajo dostop do vseh zdravil iz konoplje, je pa potrebno medicinsko stroko spodbuditi k sprejemu smernic za uporabo, tako kot ste že sami ugotovili, v teh primerih, kjer je to medicinsko upravičeno. To bi jaz imela, no pa še kolegica bo dopolnila tole. Gospa Ratzinger. Ratzinger, ja, hvala lepa. Predlog tak, kot je zdaj napisan, se ne nanaša samo na konopljo za industrijske namene, ampak s tem, ko se ločuje rastlino konopljo od cvetov oziroma od rastlinskih drog, bi to posledično vplivalo tudi na tisto konopljo, ki vsebuje višje količine THC-ja. In to je popolnoma nesprejemljivo. Zdaj se skozi problematizira dejstvo, da konvencija iz leta 1961 ni prevedena. Ampak nihče ne upošteva tega, da je treba konvencijo iz leta 1961 brati oziroma udejanjiti skupaj s konvencijo iz leta 1988, ki preprečuje pretok teh prepovedanih drog v nezakonito trgovanje in v zlorabe. In to, da pri nas v naši zakonodaji trenutno je tudi konoplja kot rastlina, namen tega je bil ravno to, preprečevanje, da ta rastlina preide v nezakonite vode, se pravi, da se uporablja samo za medicinske pa znanstveno-raziskovalne namene. Zato, ker je v bistvu težko rastlino, rastlina se vzgoji in pravijo, ja, dokler ne cveti, se ne more šteti za prepovedano drogo. Kako se ne more šteti za prepovedano drogo, potem, ko bo pa vzcvetela, bo pa iz nje nastala ta prepovedana droga in se bo lahko v veliki meri zlorabljala. In zaradi tega mi menimo, da predlog tako, kot je, absolutno ni primeren za sprejetje. Hvala lepa. Hvala, gospod Ratzinger. Tudi zato zdaj pa sprašujem, še kdo želi razpravljati. Ja, kolega Antaver, izvoli. Hvala, ampak jaz moram reči, da sem res zmeden. Mislim, Primorci rečejo temu zblojen. Zdaj najprej slišim, da se najprej lahko loči THC z rastline, potem je pa problem z to, kar rastlina zraste, ker bi pa lahko iz tistega cveta, ki mogoče ne vsebuje dovolj THC-ja, z vsem spoštovanjem, jaz na glas govorim ne ponižujoče in tako naprej, ampak pod milim Bogom razjasnite mojo zblojeno glavo. Tlele imamo en predlog, na vprašanje. Imamo eno konvencijo, pa imamo drugo konvencijo, oziroma uredbo ali karkoli že. Zakaj obe sta starejši od 20 let, oziroma 30, zakaj pod milim Bogom, ne bom uporabil kakšnega urološkega izraza, niste tega že pod milim Bogom storili? To je prvo vprašanje. In drugo vprašanje, zakaj se pogovarjamo o rastlini kot o kači, ki nas je mogoče pičila, pa se pogovarjamo o špagi. Jaz imam res, sem prišel z namenom, da to podprem zato, ker menim, da ne uporabljamo naravnih resursov za zdravje in življenje. Ampak ko začnem pa to poslušati, ugotovim, da nimam tudi podrazno ta pravi kapacitet za to. In sploh ne vem, kam narediti. Ampak v kontradikcijo si hodite, se opravičujem. Če se da izločiti, pol naj se izloči, če se ne da izločiti, se pa ne izloči. Ob tem, da pa z velikim spoštovanjem imam za previdnost. Prej sem rekel, imamo že z alkoholom, pa trta ni kriminalizirana rastlina, slivo in tako naprej. Resno imamo problem, ker bo odvisnost velika. Tiste floskule sem se že naučil, da
občasno kajenje ne vodi k zasvojenosti s konopljo, že mogoče ne. Pa tudi jaz sem v mladih letih mislil, da se s konopljo ne da, oziroma z kanabisom ne da zastrupati, hudičevo se da, smrtne primere smo imeli, ne? Tudi v Sloveniji. Jaz razumem previdnost, ampak ne razumem pa, zakaj se pogovarjamo o tej konoplji, o kači pa je špada. Hvala. Kolega Anka, agencija verjetno ni tista, ki predlaga spremembo zakona, ne, o čemer govorimo, to je stvar zakonodajalca in pa vlade, tako da gospe niste nič krive, pa tudi agencija znotraj tega ne, pa da počasi tole razpravo pripeljemo k nekemu zaključku, če ne želi nobena državna svetnica, svetnik razpravljati, bomo šli nazaj po vrstnem. Doktor Gams, izvolite. Ja. Hvala lepa. Po vsej tej debati moram se delno pridružiti kolegu, ampak potem bi postrajal na mojih dveh predlogih, ki jih prosim predsednik vključiš na primerno mesto, če je možno. Hvala lepa. Bom, hvala. Najprej sprašujem predstavnika ministra za notranje zadeve, če želi kaj dopolniti. Ne? Ministrstvo za gozdarstvo, kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Hvala. Potem sprašujem javno agencijo, želite kaj? Ja, jaz bi želela odgovoriti na ta vprašanja. Dejansko je tukaj predstavljeno, kot da se te spremembe nanašajo samo na to konopljo z nižjo vsebnostjo THC-ja. Ampak tako, kot je predlog napisan, bo imel posledice tudi za konopljo z višjo vsebnostjo THC-ja. In to je bil problem, ko sem ga jaz hotela prej izpostaviti. Samo to za pojasnile. Hvala. Ministrstvo za zdravje, gospa državna sekretarka. Jaz se lahko pač kot v predstavnici Ministrstva za zdravje samo navezujem, kar rečejo strokovnjaki, to je Javna agencija za zdravila. Torej, pogovarjamo se o rastlini konoplja, konoplja pa ima lahko različno vsebnost THC-ja in kot so izpostavili, je toksičen že 2,5 mg. In če še dopolnim, da je na urgenci, podatki iz urgence UKC Ljubljana, da je tam v enotah nujne pomoči dejansko drugi najpogostejši vzrok obravnave pri zastrupitvah. To pove, kakšen javnozdravstveni problem je uporaba konoplje. In zdaj, če govorimo o rastlini, ki ima lahko različno vsebnost, in če govorimo o semenih, ki bi želeli, ki bi bila slovenska, potem je jasno, da mora iz semena zrast rastlina konoplja, ki ima manj kot 0,3% THC. To je ključno. Ne nasprotujemo se pravi industrijskemu in gospodarskemu namenu te rastline, vendar tako kot strokovnjaki razlagajo, sama rastlina mora vsebovati, sme največ vsebovati do 0,3, to je v skladu tudi z evropsko direktivo in konvencijami, in če Slovenija želi imeti svoje domače rastline, je prav, da se identificira tiste tipe, ki bojo pač tudi temu sledili. Ne pa, da bomo potem imeli rastline, ki bojo lahko imele višjo stopnjo in bojo, bom rekla, jačale ta javnozdravstveni problem, ki ga imamo že danes. In kar bi še mogoče dopolnila, Slovenija trenutno potrebuje približno 20 kg, se pravi konoplje za medicinske namene, jo uvaža, zdravila, ki jih osebe, ki to potrebujejo, lahko prejmejo na recept, predpisujejo to onkologi in nevrologi, tudi nekateri pediatri, torej za ljudi, ki imajo medicinsko indikacijo, jim je dostopnost predpisom zdravnika. To danes imamo in to je treba poudariti, da ne odrekamo pacientom to vrstnega zdravljenja, lajšanja, ampak želimo imeti skrben pristop, katere rastline se bojo v Sloveniji tudi v gospodarske namene. Gojenje medicinske konoplje mora biti pa nadzorovano v rastlinjakih pod kontroliranimi pogoji, ker dejansko gre za drogo, ki je javnozdravstveni problem. Gospod državna sekretarka, kljub vsemu komentar, že prej, ker je govorila gospa poslanka, zdravilo se predpiše na magistralni recept, ne na beli, ker beli je plačljiv, magistralni gre pa v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja in je prav, da gre. Zanimivi so podatki o predpisanih receptih, ki jih je zelo malo, kar pomeni še enkrat, da zdravniki tega nočejo predpisovati.
Zdaj, da ne znajo, bi težko se strinjal, ker je zdravniška zbornica izvedla izobraževanje, pa ga enostavno ne želijo, kar se tiče podatkov za strupitvah, ne, če bi malo po mestih razdelili, je julij, avgust, september, pa največ za strupitev z gobami na centru za strupitve, ne, tako da samo medklic je bil noter. Hvala za vaše stališče, zdaj pa predlagatelja, izvolite, vi da imate zaključno besedo. Hvala, gospod predsednik. Čeprav to ni moja pristojnost, bi samo povedal, da v celoti podpiram predlog dr. Gamsa. Nam bo tudi na odboru omogočilo, da pridemo za dodatnim gradivom. Jaz se tudi upravičujem, da vidim, da je bilo potrebno, da bi vsaj angleške originale, se bolj to vsi razumete, angleške in nemške iz sosednje Avstrije dodali, da bi videli, da je neposredni prevod to, kar predlagamo, in da je pač enostavno nerazumljivo, da nekaj, kar je povsod drugo tako imenovano, da je pa v Sloveniji povzročilo zlom. Bom tu piko naredil. Hvala. Poslanka, izvolite. Ja, jaz bom tudi zelo kratka. Zdaj, vidi se, ja, da bi mogoče morali dodati še kakšen dokument. Do 1% bomo raziskave priložili, kot je predlagala gospa Ratzingerjeva. In je pa nekaj dejstvo, ne? V Avstriji, ki je zelo blizu nas, se rastline prodajajo v prosti prodaji, prednost cvetijo. Do takrat je rastlina. In dejansko, kot je rekel gospod Antaver, ne moreš posekati vseh sliv, ker lahko enkrat slivovka iz njih rata. Ne bom se pa nikakor strinjala, da je pri 2,5% THC-ja zadeva toksična. Sem pogledala v slovar slovenskega knjižnega jezika, to pomeni strupena. Lahko je psihotropna, to pa je, strupena pa ni. In te zastrupitve, ko ste govorili o njih in 2 smrtna primera, smo imeli samo v Sloveniji, so bile v kombinaciji z alkoholom, pa z Red Bulli, pa potem človek pade dol po celi noči žuranja, se udari z glavo ob robnik in potem je umrl zaradi konoplje. Tako da... Zadnjega dela promocije ne bi poslušal. Kolega Anta, naj poslanka pove, bo smel priliko obrazložitvi glasov. Jaz sem kot predlagateljica pač dobila besedo, se opravičujem, pač to je moje stališče, moje mnenje in iz tega stališča izhajam s tem predlogom. Nikakor ne posegamo v drogo, posegamo v to, da bi lahko končno dekriminalizirali rastlino. In tukaj vas prosim za čim več razumevanja. Hvala. Hvala, zaključujemo razpravo in bom zdaj na podlagi podanih predlogov nisem zasledil izrecnega nasprotovanja zakonu, zato bomo šli potem na način, da se bomo izrekali o samem zakonu s tem dodatnim predlogom, da se v nadaljnjem postopku jasno opredeli ta 1%, predvsem z vidika zaščite javnega zdravja. Je tako, dr. Gant? Ja. In tretji, seveda ta predlog, da spodbudimo oziroma da na nek način Ministrstvu za zdravje damo spodbudo, da bolj ukrepi izobraževanje zdravnikov na področju predpisovanja teh zdravil. To je izven tega zakona, ampak vsem, ker je razprava tudi o tem tekla. Prav. Potem bomo šli po vrsti, ne, da seveda Komisija tu mi bo se sekretarka malo pomagala. Komisija socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o proizvodnji prometu s prepovedanimi drogami podpira z podpogojem, da se v nadaljnji zakonodajni obravnavi ta 1% v 3. odstavku 5. člena natančneje opredeli oziroma ustrezno zniža glede na strokovno mnenje. In drugi predlog sklepa je, da komisija poziva Ministrstvo za zdravje, da izvede aktivnosti za boljšo seznanjenost zdravnikov za možnostmi predpisovanja zdravil z kanabinoidi. Lahko tako od vas sklepa? Zdaj moram ponoviti za glasovanje. Torej, Komisija socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami podpira pod pogojem, da se bo v nadaljnjem postopku 3. odstavek 5. člena predloga zakona na podlagi strokovne razprave
ustrezno prilagodil, torej vklepajo 1% THC-ja. Ja, to je prvi sklep. Kdo je za tak sklep, prosim? Kdo proti? Nihče. Hvala, ugotavljam, da je bil sklep sprejet. Drugi predlog sklepa je, da Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide poziva Ministrstvo za zdravje, da okrepi ali pa da večje aktivnosti izobraževanja zdravnikov za predpisovanje zdravil iz priprav oziroma z vsebnostjo kanabinoidov za zdravljenje določenih bolezni. Kdo je za tak sklep? Kdo proti? Ugotavljam, da smo ga soglasno sprejeti. Na podlagi razprave in sklepa bomo pripravili poročilo, bomo pripravili mnenje komisije, ki ga bomo posredovali matičnemu odboru, ki zaseda 17.2. Veselim se že razprave na odboru, od tega vidika. Če se strinjate, bom poročevalec. Brez da bi vzel prej rastlino. Še snemajo, tako da malo še počakajte. Zaključujem obravnavo 2. točke dnevnega reda. Hvala vsem za intenzivno razpravo, za razčiščenje tudi predstavnikom stroke za dodatna pojasnila. Seja je bila zaključena ob 15:50. Želim vam prijeten preostanek dneva in kar je najpomembnejše, ohranite zdravje, predvsem duševno. Hvala.